Geodetski tehniki se šolajo 4 leta, imajo sklop splošno-izobraževalnih predmetov, imajo sklop strokovnih predmetov. Praktični pouk večinoma realiziramo v učilnicah, v računalnicah. Osnova tega so pa ure, ki se prebijajo na terenu, kjer dijaki merijo, opazujejo, kartirajo in tako naprej. Bravo. Bravo. Čau. Kaj delate? Zajemamo podatke za izdelavo geodetskega načrta, ki ga naročil naročnik. Želi, da posnamemo to območje, to tekališče. Kako pa to poteka, to merjenje? Pač deluje na principu sprejemnika. GPS, ko deluje, ta mašinca, ki gor išče podatke iz strelitev, iz zrača. Pač ta palca mora biti vertikala, to so podatki čim bolj točni. Ti pa delaš kaj? Ja, jaz pa vodim zapisnik, se pravi, ko on postavi točko, in jaz skoraj zapišem, tako da pol v pisarni mi vemo, kaj povezati. Pa napišeš tudi zraven, za kaj gre, za katero točko? Ja, tudi to, ja. A lahko probamo? Lahko probamo. Postavimo sem. Recimo imamo tukaj zdaj pač postavil to, pač to recimo prikazuje, recimo to je trava in to pač bo recimo robnika, recimo pač ta generacija. In recimo tukaj pač moramo pisati mi ta rob, recimo da predstavlja neko mejo. In on postavi tukaj to vertikalno in jaz sam tukaj pritisnem točko, ona pa zapiše, recimo točka je enka, jaz pritisnem in on mi to zdaj posname. Kje se potem takemu vse uporablja geodezija? Torej, geodeti razmišljamo na ta način, da država brez geodezije ne more, ker geodezija dejansko skrbi za neko infrastrukturo države. Torej, geodezija zbira in skrbi za različne prostorske evidence, definira prostor države, definira možnosti poseganja v ta prostor. Praktično se nobena gradnja brez geodezije ne more zgoditi. Hišo, ki jo postavimo v prostor, jo mora postaviti geodet. Pri vsakih gradnjah sodeluje geodezija z zakoličbami, različnimi izmerami. Včasih se hecamo, brez geodezije bi recimo namesto enega predora naredili 2. Torej, dejansko geodezija je prisotna v vsakdanjem življenju. Za poklic geodetskega tehnika se lahko odločijo dekleta in fantje, ki imajo radi delo na terenu, ki nimajo odpora do dela z računalniškimi programi. V Sloveniji je samo ena šola, ki izobražuje za ta poklic, to je Srednja gradbena geodetska in ekonomska šola v Ljubljani. Geodetski tehniki se lahko zaposlijo v geodetskih podjetjih, kjer sodelujejo pri meritvah terena za izdelavo geodetskih načrtov, za določanje parcelnih meja, izvajajo meritve ob gradnji objektov. Prav tako se lahko zaposlijo v državni upravi, v občinskih upravah, kjer delajo z geodetskimi evidencami na oddelkih, ki se ukvarjajo z urejanjem prostora. Zaposlitev lahko najdejo tudi na sodiščih v zemljiški knjigi. Veš, kaj sem jaz poštekal? Da je geodetski tehnik v bistvu pomočnik geodeta, ker se to bi tehnik lahko sam počel, te geodetske reči. Ampak da vse skupaj dobi neko tako uradno pravno veljavo, moraš biti geodet. Lahko greš pa v bistvu najprej na srednjo šolo, pa postaneš geodetski tehnik, pa greš pa še na faks, pa postaneš geodet, ne? Ja, pa oba poklica sta zelo zanimiva. Ti veš, kaj pa meni všeč pri teh poklicih? Da si skozi v naravi, pa ful veliko krajev spoznaš, ne? Meni je pa všeč ta pomembnost, da si opazila, koliko pomembni ratajo poklici oziroma delo, ko enkrat raziščeš vse skupaj.